Kdo se boji reforme omrežnine? Reforma omrežnine je očitno postala preveliko tveganje za vlado Roberta Goloba. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki ga vodi nekdanji Golobov sodelavec iz GEN-I Bojan Kumer, je namreč predlagalo, da se reforma še enkrat prestavi. A tokrat ne le za nekaj mesecev, temveč za kar 2 leti, kar bi torej pomenilo slovo od reforme v tem vladnem mandatu. Na drugi strani Agencija za energijo vztraja pri njeni izvedbi, saj menijo, da bo prinesla nižje stroške elektrike za gospodinjstva. A številni strokovnjaki menijo, da temu ne bo tako. Tudi ministrstvo se sklicuje na navedbe dobaviteljev električne energije, da bi lahko reforma privedla do izdaje napačnih računov in posledičnega nezadovoljstva odjemalcev. Ravno to pa je točka, na kateri je verjetno padla odločitev za še eno prestavitev reforme. V primeru, da bi se izkazale črne napovedi in bi se po uvedbi novega sistema položnice za elektriko večini državljanov zvišale, bi politično ceno za to plačala vlada in ne agencija. A današnje preigravanje med vlado in agencijo ne odraža tistega, kar smo spremljali v času priprave reforme. Doslej smo namreč tudi od vladnih predstavnikov poslušali, kako pomembna je ta reforma zaradi vlaganj v posodobitev elektroenergetskega omrežja, ki jih zahteva zeleni prehod. Med drugim zaradi vedno več toplotnih črpalk, sončnih elektrarn in električnih avtomobilov v slovenskih domovih. A bolj, ko se bližajo volitve, bolj bo v politiki očitno prisotno zavedanje o dejstvu, ki ga je Večeru izpostavil tudi profesor politologije dr. Igor Lukšič, in sicer, da glasovi na volitvah ne pridejo od profitov velikih podjetij, temveč od ljudi.